Burek, pica, sendvič. A je to res vse, kar študenti jemo? Potrebujemo dolgoročne rešitve. Nikoli nismo govorili, da bomo ukinili študentske bone. Zato smo v podmladku Svoboda mladi v preteklih mesecih opravili pogovore z vsemi deležniki na temo študentske prehrane. Še več, organizirali smo tudi okroglo mizo na isto tematiko, kjer smo poleg ministrov gostili tudi predstavnico Študentske organizacije Slovenije. Študentski boni torej bodo. Ministrstvo za delo je že objavilo razpis za ponudnike za leto 2023 in 2024. Nikoli nismo govorili o ukinitvi študentskih bonov. Želeli pa smo odpreti diskurs, kako najti dolgoročno alternativno rešitev že tako omejkljivega sistema. Tudi študentske menze so lahko ena od takšnih rešitev, vendar le pod pogojem, da bodo izpolnjevale ključne kriterije, ki jih študenti želijo. Da bo to storitev, ki bo trajnostna, s čim večjim deležem lokalno predelanih oziroma slovenskih produktov, digitalizirana in transparentna. V Gibanju Svoboda, tako kot v Gibanju Svoboda mladi, sledimo načelu, da politike, ki se tiče mladih, ne delamo brez mladih. Študentska prehrana je politika, ki se še kako tiče mladih. Svoboda mladi se zavzemamo, da bo kakovostna hrana dostopna vsem študentom, tudi tistim, ki so v tem trenutku prikrajšani. Sistem študentske prehrane bomo izboljšali samo z vključujočim dialogom. Cilj je pa jasen, dostopen in zdrav obrok med študijem. Lučka, gremo na burek.